Danes v Pomorskem dnevniku podaljšanje protikoronskih omejitev, peroksid na otroškem vozičku, Mura gostuje v Kidričevem, Okapam Vita Pomurje. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Včeraj je vlada podaljšala veljavnost vseh protikoronskih omejitev. Sprejela je posebno strategijo sproščanja teh ukrepov, kjer sta kot glavna pogoja opredeljena 7-dnevno povprečje okuženih in število bolnikov v bolnišnicah. Ukrepe lahko sproščamo v trenutku, ko bomo zanesljivo vedeli, da lahko v naših zdravstvenih ustanovah zagotovimo zadostno število postelj za bolnike, je na včerajšnji vladni konferenci zatrdil minister za zdravje Tomaž Gantar. Zato so sprejeli barvni načrt sproščanja. Ker pa se v Sloveniji stanje ne izboljšuje, smo glede na število okuženih v zadnjem tednu v črni skupini, kar pomeni, da vse omejitve oziroma ukrepi za zamejevanje epidemije COVID-19 veljajo še naprej. Če pogledamo to skupino, v kateri se trenutno nahajamo, še vedno je to črna skupina z nad 1350 okužbami v povprečju in z preko 1200 hospitaliziranimi bolniki. In zato ti ukrepi, dokler seveda takšno stanje obstaja in dokler so številke v bistvu še nekoliko slabše od te meje, bomo pač morali ukrepe zadrževati. Po njegovih besedah bomo ukrepe lahko začeli sproščati, ko bo povprečno število dnevnih okužb v zadnjih 7 dneh padlo pod 1350 ali število hospitaliziranih pod 1200. Takrat bomo prešli v rdečo fazo. V tem primeru se sprosti javni potniški promet v omejenem obsegu. Mislim, da ste o tem poslušali malo prej strani državnega sekretarja. Sproščajo se muzeji, knjižnice, galerije, frizerji, manikura, pedikura. Vse seveda ob strogem upoštevanju navodil, ki so že veljala tudi v prejšnjih fazah in v prejšnjih mesecih. Ko se bo stanje izboljšalo do te mere, da bomo prešli do številke 1000 okužb ali hospitaliziranih bolnikov, bomo prešli v naslednjo oranžno fazo. Sem sodi odprtje vseh servisnih dejavnosti, trgovin, vrtcev, prva triada šol in šol za učenci s posebnimi potrebami, športne aktivnosti na prostem, vključno z smučišči, zbiranje do 10 oseb, odprava prepovedi prehoda občinskih meja v tistih regijah, ki dosežejo tak kriterij. Naslednja rumena faza bo nastopila, ko bodo okužbe padle pod 600. S to fazo se bodo v celoti odprle osnovne šole in zaključni letniki srednjih šol ter še odprava prepovedi prehoda občinskih meja v vseh občinah in tudi odprava omejitev gibanja preko noči. Zadnja zelena faza bo nastopila s tem, ko bo potrjenih manj kot 300 potrjenih okužb. Šele takrat se bodo po Gantarjevih besedah začeli odpirati gostinski lokali. Je pa, kot je sam dejal ob koncu, vse odvisno od nas. Od tega, ali v ukrepe verjamemo in od tega, ali jih v celoti spoštujemo. Mariborski policisti obravnavajo primer poškodovanja otroškega vozička. V blokovskem naselju na Borštnikovi ulici v Mariboru naj bi po navedbah stanovalcev ena od sosed otroški voziček polila kar s kislino. K sreči ni bil nihče poškodovan. Stanovalci tega mariborskega stanovanjskega bloka so zgroženi. Po navedbah sosedov stanovalcev stanovanjskega bloka na Borštnikovi ulici naj bi ena od sosed polila otroški voziček s kislino peroksid. Kot nam je pojasnil tiskovni predstavnik policijske uprave Maribor 2 Miran Šadl, policisti policijske postaje Maribor 2 v sredo niso obravnavali le enega primera poškodovanega otroškega vozička na tem naslovu. Policisti policijske postaje Maribor 2 so včeraj 2. decembra prejeli 2 prijavi poškodovanja otroških vozičkov na istem naslovu na Borštnikovi ulici v Mariboru. V teh 2 dejanjih ni bil poškodovan nihče. Že 20. novembra pa so prejeli obvestilo, da naj bi v otroškem vozičku na tem naslovu našli tudi risalne žebljičke. Ob tej priložnosti pa policisti pozivajo vse, ki so bili morebiti na tem naslovu oškodovani s poškodovanjem njihovega imetja ali s kakšnim drugim nevarnim dejanjem, ali bi o teh dejanjih lahko dali koristne informacije, naj se jim javijo.
Pokličejo naj na telefon 02 429 2600, lahko pa pokličejo tudi na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Nogometaši Mure se bodo jutri podali v Kidričevo, kjer jih čaka srečanje 16. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Aluminiju. Razmere za igro so bile na zadnjem srečanju proti Bravo izjemno zahtevne, nekaj podobnega je pričakovati tudi v Kidričevem, Ante Šimunža pa verjame, da je Aluminij kot klub stori vse, da se tekma odigra. Kakšne zadeve so, kakšne bojo, pomeni proti nekim večjim stvarem ne moreš, ampak če ti naredi vse, kaj je v tvoji moči in verjamem, da je Aluminij takšen klub, da je to naredil, verjamem, da bojo naredili maksimalno, da je bilo igrišče čim boljše. Jutri bo pomembna tudi igra z glavo, saj igrišče morda ne bo omogočalo lepe igre. Ja, zelo pomembno je tudi to, da si v sami igri skoncentriran, ker je tu tudi vsaka manjša napaka ti lahko stane, ali pa te lahko nasprotnik kaznuje. V vsakem primeru moraš držati koncentracijo na najvišjem možnem nivoju, ker je igrišče glede na vremenske razmere zna biti zelo nepredvidljivo, ampak to pomeni, da moraš biti, to nič ni takšnega novega, da bi bila to nam težava, enostavno bo pa treba biti zelo pragmatičen zaradi situacije. Po tekmi v Sežani je Šimunža govoril o tem, da te igrišče lahko prevara, tudi tokrat bodo črno-beli morali biti previdni. Definitivno. Zdaj, da bi pa mi razmišljali že zdaj v tem trenutku, kakšno bo, mislim, se bomo pripravili na dobro igrišče, na igrišče, katero je lahko nepredvidljivo, ampak mi razmišljamo o sebi, kako in kaj biti čim boljši, kako in kaj onemogoči nasprotnika, da bi imel težave. Z naše strani mora biti samo maksimalna pripravljenost, osredotočenost in ne razmišljati o tem, da je stvar takšna, ki se mi ne želimo. Pomeni, moramo se prilagoditi, na to stvar mi nimamo vpliva. Vse, kar lahko naredimo maksimum, je iz tega, da se prilagodimo in poskušamo iztržiti čim več, koliko je to možno. Prvo tekmo letos je v Fazaneriji dobil Aluminij. Tista tekma je bila popolnoma drugačna, ker smo prišli iz karantene. Enostavno mi smo bili 10 dni brez treningov, Aluminij je treniral, ampak to ne spremeni dejstva, da smo mi odigrali dobro tekmo, ampak da je Aluminij zadel dvakrat in zmagal. Za tiste tekme smo potegnili dosti pozitivnih stvari, je pa dejstvo, da si ne želimo tekmo izgubljati. Morda za konec, če to, kaj bo nekako ključ do zmage jutri? Po mojem mnenju, kdo si bo bolj želel, kdo se bo bolj potrudil, kdo ne bo razmišljal o zunanjih dejavnikih, ta bo imel več možnosti za zmago, oziroma ta ima več možnosti za zmago. Tekma v Kidričevem bo jutri ob 17. uri. Danes smo se pogovarjali tudi s tehničnim direktorjem in vodjo odbojkarske šole Panvita Pomgrad Dejanom Fujsom. Sedaj vam pokažemo le del, ko predstavi cilje pred sezono. Celotni pogovor pa si poglejte danes ob 18:15 v oddaji Aktualno. Naš cilji pred sezono so bili, da bomo nekje na sredini tega prvenstva. Zdaj, ne vem, če bi se pokazala kakšna priložnost, mogoče za kaj več, bi jo probali izkoristiti, ampak mislim, da smo že to soboto to priložnost zapravili v Kanalu, kjer smo gladko 3:0 izgubili z Salonitom in mislim, da nam zdaj preostane borba od 5. do 8. mesta. Če svojih turističnih bonov še niste porabili, imamo za vas dobro novico. Vlada je namreč turistične bone podaljšala do konca decembra prihodnje leto. Turistične bone, ki smo jih prejeli vsi prebivalci Slovenije, in sicer mladoletni v višini 50 evrov, odrasli pa v višini 200 evrov, je prinesel tretji protikoronski zakon. Po prvotnih načrtih vlade pa bi turistične bone morali izkoristiti do konca letošnjega leta. Zaradi epidemije koronavirusa je bilo letos do konca oktobra ustvarjenih 36,6% manj nočitev kot v enakem obdobju lani, pri čemer se je število nočitev tujih gostov zmanjšalo za 68,5%. Medtem se je število nočitev domačih gostov, tudi zahvaljujoč turističnim bonom, povečalo za 49,2%. Skupno število bonov je dobra 2 milijona, njihova skupna vrednost pa nekaj manj kot 356,9 milijonov evrov. Od tega je bilo do 28. novembra deloma ali v celoti unovčenih slabih 933 tisoč bonov v skupni višini 128 milijonov evrov. Neporabljenih torej ostaja še 228,9 milijona evrov bonov.
Ker so turistični ponudniki zaradi epidemije koronavirusa in zaščitnih ukrepov svoje vrata morali zapreti, so se v slovenski vladi odločili, da veljavnost bonov podaljšajo. Tako jih je sedaj mogoče koristiti vse do 31. decembra 2021. Jutri bomo imeli pretežno oblačen dan, po večini države bo deževalo, le na vzhodu bo suho. Tudi v nedeljo bo sprva deževalo v zahodni in delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okrog 2 stopinji Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 2 stopinji, v Murski Soboti in Radencih 1 stopinjo ter v Krajinskem parku Goričko 0 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 metrov. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog -1 stopinjo, čez dan pa bomo v Murski Soboti zabeležili 11 stopinj ter v Mariboru 9 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Sprva bo deževalo v zahodni in delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Jugo bo čez dan postopno ponehal. V ponedeljek bo večinoma suho. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj med 4 in 7 stopinj Celzija, čez dan pa okrog 10 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Želim vam lep preostanek dneva in vas vabim v našo družbo tudi jutri ob 4:30, ko bomo skupaj v živo iz Murske Sobote prižgali praznične luči. Nasvidenje.